Lepo pozdravljeni na današnjem novinarskem zajtrku skupine Žito v takole lepem, dušnem številu v takili prijetno dišeči Žitovi kruharni. Slovenci smo ljubitelji kruha, čeprav ga po statističnih podatkih pojemo mnogo manj od naših sosedov, tako na severu kot na zahodu in vzhodu. Kljub temu pa kruha na naših mizah le ne manjka. Pri tem pa se pogosto sprašujemo, kakšen kruh po kakovosti jemo oziroma iz kakšne moke je spečen, saj ga ocenjujemo le po videzu in okusu. Sedaj pa bo pomembno tudi iz kakšne moke je. K temu bo pripomogla tudi večja osveščenost slovenskega potrošnika o uživanju prehrambenih izdelkov slovenskega porekla in izdelkov iz slovenskih surovin ter razvoj izdelkov iz slovenskih surovin, ki so pomembni koraki, ki bodo gradili varno prehransko oskrbo Slovenije v prihodnje. Zato je v tej luči pomemben tudi žitni dogovor, ki so ga slovenski odkupovalci in pridelovalci pšenice letos sklenili, predstavlja pa tudi prvi korak k zagotavljanju večje slovenske samooskrbe s prehrano. Ta naš dogovor v žitni verigi so mnogi gledali iz različnih perspektiv, ampak skupni imenovalec dolgoročnega obstoja te žitne verige pa je zagotovo to, da ima vsak od sodelujočih v tej žitni verigi nekaj od tega. Zdaj, kaj to praktično pomeni? Slovenska podjetja, ki smo k temu pristopila, si zagotovo želimo, da bi v Sloveniji pridelali več pšenice. To je tudi naš ekonomski interes. Zdaj, zakaj je naš ekonomski interes to? Preprosto zato, ker moramo zmanjšati odvisnost od uvoza. Sami vemo, da odvisnost od uvoza povzroča to, da zapadamo v prevelike fluktuacije cen, prevelika odvisnost od borznih dogajanj in vse to se žal pozna na cenah surovin, ki jih imamo. Kot drugo, ta dogovor je tudi pomemben za kmete, ker ne nazadnje, kmet je tudi, bom rekel, ekonomska entiteta, ki mora preživeti in ki mora imeti neko dolgoročno vizijo obstoja. Z tem dogovorom dejansko smo prinesli to vizijo tudi do kmeta. Namreč zakaj? Kmet, ponudili smo do neke mere neposredno odnos med odkupovalci in kmeti. S tem smo v veliki meri izločili tudi lokalne špekulacije. Kot drugo smo pa ponudili tudi dobro ceno in to takšno ceno, ki dviguje ekonomski interes pridelave pšenice v Sloveniji. In zdaj seveda smo to delali zadnjih 12 mesecev. Prvi zaključek tega je bila žetev, ki je bila, jaz mislim, da uspešna, kljub temu, da je bila relativno slaba letina po kakovosti zaradi dežja, ki smo ga imeli v drugi polovici junija. In danes smo tukaj. Slovenski mlinarji smo zagotovo odkupili bistveno večje dele slovenske pšenice kot v zadnjih letih, ampak to ni dovolj. Zdaj smo zgodbo pripeljali do potrošnika. Zdaj, zakaj je pomembno pripeljati zgodbo do potrošnika? Ker tudi potrošnik lahko ima koristi od lokalno pridelanih surovin. Zakaj so lokalno pridelane surovine pravzaprav pomembne? Preprosto zato, ker z lokalno pridelanimi surovinami vemo, kakšno kakovost surovin dobimo, imamo bistveno boljši nadzor in v primeru pšenice, ki jo v Sloveniji uporabljamo, lahko zagotovo trdimo, da je mnogo bolj ekološko pridelana kot pšenica iz katerih drugih dežel. Zakaj je temu tako? Preprosto zato, ker je večina kmetij v Sloveniji vključeni v integrirano pridelavo pšenice. To pomeni, da je bistveno manjša dovoljena uporaba umetnih gnojil in s tem je zagotovo pač tudi smatramo, da je, bom rekel, ekološkost tega bistveno večja. Kot drugo je tu seveda tudi sledljivost surovin. V Sloveniji imamo sledljivost na ta račun, ker je ta veriga relativno kratka, bistveno večja. Se pravi, to je prvi vidik. Drugi vidik je seveda tudi ekološki vidik. Vsi mi v zadnjih par let zelo dosti govorimo o tem CO2 footprintu, kako se to v slovenščini reče? Oglični odtis. Oglični odtis, hvala.
In vemo, da podatki iz Anglije kažejo, da ta ogljični odtis predstavlja v primeru prehrane cirka 9% predstavljajo transportne poti. S tem, ko skrajšamo te transportne poti, ker so de facto zdaj kratke, torej maksimalno od Murske Sobote do sem, pomembno vplivamo tudi na okolje, se pravi na zmanjšanje onesnaženosti okolja z krajšimi transportnimi poti. Kot tretji vidik, ki pa jaz osebno mislim postaja vedno pomembnejši, je pa tudi to, da je to družbena komponenta, družbena dimenzija tega sodelovanja tudi pomembna. Vemo, da in v slovenski pridelovalni industriji in predelovalni industriji dela nekaj 10.000 ljudi. V slovenski prehrambeni industriji dela 14.000 ljudi približno in tudi kmetovalcev v Sloveniji je 60 in več tisoč. In to vrstno sodelovanje v bistvu zagotovo omogoča neko preživetje, nek ekonomski obstoj nekaj tisoč družinam v Sloveniji. Zaradi vsega tega smo danes dejansko pripeljali to zgodbo do konca in zato sem vesel, da vam lahko predstavimo tudi zaključek. Ta zaključek dejansko pomeni to, da bomo mi kot Žito še naprej spodbujali na eni strani kmeta za pridelavo pšenice, na drugi strani pa tudi potrošnika opozarjali na pomen slovenske pšenice. Zato bomo vse naše top kruhe do konca leta bodo 100% narejeni iz slovenskega kruha. Iz slovenske pšenice, hvala. Iz slovenske moke, pravzaprav. Ker moka ima tudi slovensko delo not, ne. In zato smo pripeljali pač do te mere, da lahko zagotovimo, da bomo do konca leta vse te naše kruhe, top kruhe, ki jih poznamo pod vsemi temi znamkami, kot so stoletni kruh in podobno, imeli 100% slovenske pšenice. To bo tudi označeno bo to na ta način, kot tukaj vidite, izbran kruh iz slovenske pšenice. Posebej zato smo tudi naredili kruh, ki smo ga poimenovali Slovenec. Slovenski kmetje smo se obvezali že zdavnaj, da če smo pridelovalci hrane, da bo jim pridelali, da bo slovenski narod imel hrano. Neljubi dogodki izpred leto, dve pa nazaj niso vodili v nobeni smeri, ki bi dalo in slovenski mlevski industriji, pa pekovski industriji, prav tako ne slovenskemu kmetu neko dolgoročno vizijo. Lanska zgodba iz leta 2010 je pripeljala do tega, ko sta dva razočarana, iskala mnenje tretjega in čeprav je bilo do zdaj mišljenje, da se država ne sme vključevati, itekako je pomembno, če imamo pravega človeka na pravem mestu in to moram povedati, da Dejan Židan, minister naš, je tudi pomagal in svetoval, da je boljše, če se usedemo in pogovarjamo, kajti lansko žetev smo kmetje ostali brez plačane pšenice, mlinarji so ostali brez dobre pšenice in zato smo jamrali potem vsakem na svojem koncu. Uspeh in pa blagoslov tega je bila potem decembra meseca podpisana deklaracija oziroma dogovor in vam povem, da letošnja žetev je k temu bila tudi bolj vesela, bolj bogata. Če se spomni, ker je hodil mimo odkupni centrov, leta ni bilo kolon, ki bi čakali na prevzem pšenice. Letos so stali traktorji dan in noč in čakali, da se pšenica prevzame. To je samo plod dobrega načrtovanja in je to bil samo plod, da smo se zmenili, da slovenska pšenica v slovenskem prostoru mora biti tudi primerno plačana. To so naši partnerji, jaz rečem, da smo mi zdaj partnerji, kmetje in pa mlinarji, potem normalno so tudi naši naslednji partnerji pekiki iz dobre slovenske pšenice speče kruh. In mi partnerskim dobrim dogovorom smo uspeli to, da je v Sloveniji letos odkupljeno znatno več pšenice. Žal mi je, da zaradi slabe letine in pa žal mi je tudi, da se nismo zmenili oziroma to nas še čaka v naslednjem obdobju, da se bomo zmenili, da tudi pšenica razreda C ne sme biti imenovana krmna pšenica. Ta pšenica mora dobiti neko svoj prostor v mlevski in pa v pekovski industriji, kajti če pogledamo, naš prostor je zelo omejen. Mi ne razpolagamo z neskončnimi površinami,
mi ne razpolagamo z, ne vem, milijonskimi količinami, ampak ta prostor, ki nam ponuja, ga moramo maksimalno izrabiti in najti obliko, da pridelamo maksimalno, kar se da iztržiti iz zemlje, in tisto, kar dobimo, potem moramo uporabiti za to, kar je namenjeno za prehrano naših kupcev oziroma vaših kupcev, gospod predsednik. Tako da bomo temu dorekli, vendar še enkrat vam poudarjam, zadovoljni smo, rezultat je dober, že se nadaljuje naprej. Ta moment se dejansko pogovarjamo in mlinarji, in semenari, in kmetje, sklepajo se pogodbe, večinoma dosti pogodbov je narejene, izdobavljajo se semena. Mi smo uspeli na naši strani, tako smo se obvezali, prepričati kmetje, da bodo začeli sejati vrhunsko seme, deklarirano seme in pa seme z potencialom dobrega pridelka in pa dobrega kakovostnega razreda. Zato je tudi nažalost po enih mojih zbirnih podatkih, ki sem jih danes še zbiral, pošlo že vso seme, ki ga premore Slovenska semenarska družba oziroma semenarne A in B razreda pšenice, torej ostaja B2 in pa slabše kakovosti. Upam, da bojo uspeli semenari še najti kje na trgih bolj kvalitetno seme. Pričakujejo pa od nas, da se mi dvoji zmenimo in bomo naročali proizvodnjo na daljše obdobje. To smo želeli, da bi se v Sloveniji pridelalo čim več kvalitetnega semena, da bi kmetje čim več kvalitetnega semena posejali in pridelali tudi čim več kvalitetne moke. Kot sem pa že prej povedal, vendar ne smemo zanemariti, ker smo odvisni od klimatskih razmer in če nam nagaja narava, moramo spoštovati tisto, kar nam je zemlja dala in bomo mogli vključiti v porabo vso pšenico, ne zanemarjati ta slabše kvalitetne pšenice, jih krmiti ali pa voziti v Italijo, kot se je to zgodilo v letošnjem letu, nažalost. Nekaj pšenice so dobili Italijani na račun slabše vrednosti in če bomo te zadeve rešili, uspeh ne more izostati.